Klasični družinski enoprostorci, kot je na primer Volkswagenov Charan, so skoraj popolnoma izumrli. No, na drugi strani pa niso izumrle potrebe velikih družin. Enoprostorce so zamenjali veliki družinski SUV-ji, ampak ti v praksi pogosto niso uspeli ponuditi dovolj prostora, sploh za tiste družine, ki so potrebovali recimo več kot 4 ali celo več kot 5 sedežev. No, te so se zatekle celo v segment kombijev, ampak kombiji so za vsakdanjo rabo nekoliko preveč nerodni. Pri Volkswagenu so se odločili poiskati rešitev. Vzeli so multivana, ga odcepili od transporterjeve družine, ga nekoliko pomanjšali, ga naredili nekoliko bolj avtomobilskega, mu vgradili nove pogone in ta multivan je zdaj pripeljal v Slovenijo. No, še preden si ga ogledamo, pa kratko povabilo, da se naročite na naš YouTube kanal in ostanete na tekočem z vsemi novimi vsebinami. Model multivan ali pa ime multivan se prične z verzijo T3. Iz tovornega ali pa, če hočete, potniškega kombija je nastala potreba po malo bolj luksuzni opremi. Vse naprej sledi čist analogno, se pravi T4, T5, T6. T7 je pa v bistvu bolj delovno ime, gre pa za v bistvu ne toliko za evolucijo predhodnika, ampak za popolnoma novo zasnovo. Multivan bo odslej torej zavzel tudi mesto Charana. Od njega je sicer nekoliko daljši, ampak ta avto je bil zasnovan tudi z mislijo na preprosto uporabo v vsakdanjem mestnem prometu. Avto je večji od Charana, ampak ne presega nekih gabaritov, ki smo jih vajeni pri vozilih v B-segmentu. Avto je dejansko samo višji. Po silhueti izgleda seveda dosti večji, ampak mere, kar se tiče parkiranja, vožnje po mestnih središčih in tako naprej, niso nič nekaj neobičajnega. Značilnost novega multivana je močno prilagodljiva notranjost. In zelo pomembno je, da je to notranjost preprosto prilagajati. Predvsem, da teh sedežev ni pretežko premikati ali odstranjevati in da to lahko naredi ena sama oseba. Posamičen sedež v prejšnjem multivanu je tehtal 39 kg, trojna klop popolnoma zadaj je tehtala 86 kg in prestavljanje tega noter ven in pa premikanje je bilo za eno osebo praktično nemogoče. Z novo zasnovo sedežev so znižali to težo za več kot 10 kg, tako da zdaj sedež praktično tehta dobrih 20 kg in ga je čisto enostavno vzeti ven, zamenjati, obrniti in prestavljati. Druga dodatna lastnost je pa ta, da trojne klopi ni več in so tudi v zadnji vrsti 3 posamični sedeži, ki ravno tako omogočajo premikanje po prostoru. Nove so tudi funkcijske rešitve z nasloni za roke in podobno. Popolnoma nova je sredinska mizica, ki se lahko uporabi kot sredinska konzola v vozniškem prostoru. Dvodelno panoramsko steklo v praktično večji dimenziji, kot je katerokoli domače okno, meri 1,8 kvadratnega metra, doda neko svetlobo, neko novo dimenzijo za potnike. Nova platforma z oznako NQB omogoča, da ima multivan odslej tudi hibridne pogone. Gre za priključnega hibrida, ki združuje 1,4-litrski turbobencinski motor in baterijo s kapaciteto 13 kWh. No, še naprej pa bodo v ponudbi tudi klasični bencinski in dizelski pogoni. V Sloveniji ta najosnovnejšega bencinskega motorja ne bo na voljo, se pravi, pričnemo z vstopnim modelom z 2-litrskim TSI motorjem. Vse različice motorjev so v kombinaciji z DSG menjalnikom, se pravi, ročnega menjalnika v novem multivanu ni več. V letu 2024 pa prihaja še verzija s 4-kolesnim pogonom, ki pa bo možna samo v kombinaciji s hibridnim pogonom. Tipičen slovenski multivan bo po mojem mnenju imel dizelski motor, srednjo različico opreme. Cena takega vozila se bo gibala okoli 55 000 evrov. No, da bi lahko novi multivan resnično nadomestil Charana, pa se mora tudi peljati avtomobilsko, oziroma ne sme biti preveč po kombijevsko surov.
V potniški kabini je tako precej podobno kot v ostalih Volkswagenovih avtomobilih zadnje generacije, tudi ročni menjalniki so se poslovili in ne nazadnje na voljo imamo najnaprednejše asistenčne sisteme tega proizvajalca, med drugim tudi matrične žaromete. Če vas o novem multivanu zanima še več, pa vam za naslednji klik predlagamo našo zgodbo z prve vožnje tega avtomobila. No, tam vam predstavimo tudi Volkswagenove načrte za prihodnost, predvsem v luči starega novega partnerstva.